Dobrodošli in prav lepo pozdravljeni na Banovi domačiji, na uvodni konferenci projekta Banova domačija Okusimo dediščino. Sem Nastja Volovec, sem tukaj kot predstavnica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki je tudi partner projekta in skrbi predvsem za promocijo in obveščanje javnosti o aktivnostih našega projekta. Do prijetno izkušnjo oživljanja domačije pa smo stopili skupaj s partnerji, ki so tudi tukaj danes za našim omizjem, in sicer občino Brežice kot nosilko projekta, Posavskim muzejem Brežice, invalidskim podjetjem Lumia ter sadjarskim in turističnim društvom Artiče, ki pa prevzemajo predvsem vsebinsko vlogo projekta. In v takšni sestavi vam bomo tudi danes predstavili naše aktivnosti. Kot ste že seznanjeni, je Brežice destinacija nosilka platinastega znaka, kar je najvišje priznanje za doseganje trajnostnih ciljev. Prizadevamo si za trajnostni razvoj in ne le na področju turizma, ampak tudi na vseh ostalih področjih, od izobraževanja, narave, pa vse do podjetništva in kulture, ki temelji prav na bogastvu dediščine, katero želimo prikazati tudi skozi naš projekt. V besedi naj privabim župana Ivana Molana, da spregovori o doprinosu oživitve brežiških znamenitosti, kot so vodovodni stolp, Banova domačija in kaj to vse prinaša za našo lokalno skupnost. Ja, lep pozdrav. Nastja mi je zdaj dala malo večjo nalogo, kot sem mislil od začetka, kar povede seveda, da nekako povežemo to našo turistično ponudbo. Zdaj seveda občina Brežice, mislim, da nam je vsem jasno, da je ena od bolj turističnih slovenskih občin in pred leti smo izdelali strategijo, kjer smo nekako ugotovili, da je seveda poleg tega termalnega turizma, ki se v največji meri seveda izvaja v termah Čatež, kasneje Paradižu, je potrebno dodati še nove vsebine. Tako seveda zelo veliko delamo na te naši dediščini, med katerimi seveda je grad in pa naša Viteška dvorana, ena od tistih biserov. Pol vemo, da imamo znamenitosti seveda starega železnega mostu, samo mestno jedro, od letošnjega leta pa tudi vodovodni stolp, ki je izjemnega pomena. Seveda v občini Brežice imamo še veliko drugih znamenitosti, kot je Sotočje, reke Save in Krke, Jovsi, za katere smo prav danes imeli tudi en sestanek, da bi se tudi še dodatno popestrilo oziroma dodala dodatna ponudba njim bolj v turističnem pomenu. Je pa med njimi seveda tudi izjemnega pomena Banova domačija, na kateri se danes nahajamo. Jaz mislim, da prav, da malo grem nazaj v zgodovino, v bistvu nekje okoli leta 2000 je prišla pobuda od krajanov in pa krajevne skupnosti, da se ta Banova domačija nekako ohrani in pa seveda, da se tudi obnovi. Tako je bilo leta 2003 tudi nekako preglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena in seveda več ali manj se je s tem ukvarjala krajevna skupnost. Seveda se je pa zelo hitro pokazalo, da je to bistveno prezahteven projekt za peljati eno krajevno skupnost, kajti vemo, da krajevne skupnosti so samostojne, so pa kadrovsko seveda bistveno podhranjene, imajo enega tajnika, ki deluje, pa še od leta 2010-2011 so ti v sestavi občinskih uprav, tako da praktično nimajo svojih kadrov. Zato je seveda tu bilo kar precej težav, pobude so bile različne, od tega, da se najde zasebni partner, do raznih drugih stvari. No, zato me pa zdaj veseli, da smo seveda tu nekako občina priskočila na pomoč in pa da smo prijavili ta projekt na las, ki smo ga tudi dobili odobrenega, predvsem kar se tiče vsebin. Prav pa je seveda, da povemo, da mi kot občina smo kot tem od leta 2016, ko smo pristopili k tem, tudi že precej sredstva vložili, nekje okoli 90 000 evrov, saj je bilo potrebno najprej še dodatno dokupiti določene zemljišča, kajti tudi zemljišča niso bile urejena. Potem tudi sama legalizacija te stavbe je bila tudi, ni bilo vse narejeno tako, kot bi moralo, zato smo tudi pristopili k legalizaciji. Morali smo že zamenjati tudi kritino, predvsem slamnato, in pa seveda zadnje čase tudi, kot je bilo že narejeno, te zbirke, ki so urejene noter, predvsem kar se tiče sadjarstva, tu so se povezali že prejšnjem letu z sadjarji in pa ostalimi. Seveda vemo, da je danes največji problem raznih takšnih zbirk in pa
seveda tudi naše dediščine v trženju. Zato seveda me danes veseli, da nam je uspelo pridobiti ta projekt, kajti na koncem, če že vložiš sredstva v nekašne stavbe ali pa zbirke, je pomembno seveda, da so to na ogled ljudem in pa da se poskušajo promovirati in seveda mi si želimo, da ta Banova domačija je sestavni del naše turistične ponudbe, ki bo seveda v sklopu partnerjev, ki smo jih sedaj dobili. Tako da res mogoče občina Brežice je navajena na velike projekte, ki so mogoče celo določeni v 100 000 ali pa celo milijonske, vendar ta projekt je finančno bistveno manj, je pa vsebinsko toliko bolj pomemben. Zato seveda čestitam in se zahvaljujem vsem partnerjem, da ste pristopili k tem. Jaz verjamem, da s tem seveda dajemo neko dodatno ponudbo občinsko, predvsem pa artičem in pa te Banove domačiji pa vsebinsko obogatitev. Prav je, da povemo, da tu v neposrednji bližini smo tudi v okviru participativnega proračuna izdelali določene poti zdravja in pa podobne stvari, tako da mislim, da sama krajevna skupnost Artiče in pa ta kraj, vključno tudi s tem, da smo pred leti obnovili predvsem njihov kulturni dom, v katerem imajo izjemno bogato kulturo, bo dobila res dodatno vsebino, prav tako pa tudi občina Brežice in pa naš turizem. Z moje strani to. Hvala. Hvala, župan. Občina kot turistično prepoznana občina v želji po nadgradnji turistične ponudbe išče možnosti za oplemenitenje le-te na obnovljivih objektih, ki so v lasti občine Brežice. Eden takšnih objektov je tudi Banova domačija. Trenutno za Banovo domačijo skrbijo angažirani posamezniki, ki so pretežno prostovoljci, kar pa ne ustvarja dovolj velike možnosti za aktiviranje vseh potencialov, ki jih Banova domačija ponuja. Uresničevanje tega je mogoče doseči s prehodom iz ljubiteljskega v profesionalno delovanje, kar pa terja bolj sistematične pristope in sodelovanje med javnim sektorjem, nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem ter posamezniki. In prav to poskusno uvajamo v našim projektom. Besedi vabim vodjo projekta Matejko Gertač. Hvala, Nastja. Lepo pozdravljeni. Kot je delno že povedal župan in kot je že nekaj namignila Nastja, si s projektom prizadevamo k oživitvi te naše skupne etnološke dediščine in te naše družbene infrastrukture Banove domačije. Destinaciji nekako želimo razviti tudi malo drugačno ponudbo, kjer bojo lahko gosti, ki bodo prišli, tudi doživeto uporabljali te zadeve, ki so tukaj ponujale, sodelovali v delavnicah in v različnih prikazih, kako se je živelo na kmetiji oziroma domačiji nekoč in kako se živi danes. Projekt traja od aprila do konca decembra letošnjega leta, nagovarja pa v osnovni ciljni skupini, kot smo že rekli, tudi ponudnike lokalnih turističnih produktov in storitev, potem mlade in ženske. Ti dve skupini sta tudi ključni za izvajanje programov, nadalje pa tudi vse obiskovalce, kar pomeni turiste, kot tudi vse potencialne obiskovalce destinacije Čatež in Brežice. Projekt bomo izvedli v eni fazi, v 6 glavnih aktivnostih. Od tega je ena aktivnost pač administrativna, to je vodenje in koordinacija projekta. Ena aktivnost, ki je tudi pomembna, je promocija in obveščanje in ga izvaja naš partner za promocijo, to je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino. Potem so pa ostale vsebinske zadeve oziroma aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z ostalimi partnerji. To je priprava in izvedba vsebin in programov Banove domačije oziroma doživljajske domačije, potem usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev, tako zaposlenih tudi in uporabnikov za promocijo kulturne dediščine. Nenazadnje si pa prizadevamo skozi projekt prispevati tudi k trajnosti in oblikovati 2 turistična produkta, ki jih bomo potem ponujali tudi po zaključku projekta. To sta projekt oziroma program doživljajske domačije in pa 5-zvezdično doživetje, ki ga bomo ponujali tistim malo bolj zahtevnejšim gostom in jim ponudili tako kulinarične posebnosti kot tudi vinske posebnosti našega kraja in ostale doživetja. Vrednost projekta je slabih 47 000 evrov, tega je sofinancirani del dobrih 38 000 evrov, prispevek gre iz Evropskega sklada za razvoj podeželja,
Večina sredstev oziroma stroškov, ki so predvideni, pa so namenjeni za stroške dela oziroma za stroške izvedbe vsebin. Bi pa na koncu povedala še to, da glede na to, da smo že v začetku povedali, da smo zelena destinacija, da smo pridobili platinast znak, da si želimo tudi eno doživetje, ki bo pridobilo tudi znak Slovenija Green Attraction oziroma zeleno doživetje, ki ga v Posavju še nimamo. Tako da to bi bila pilotno tale naša Banova domačija. Verjamem, da nam bo tudi to uspelo, saj je ta neločljivo povezana tudi z našim zelenim površinam. Predstavlja tudi nove vsebine z področja kulture, izobraževanja, prostega časa, doživljajskega turizma in ponuja tudi možnost za kakovostno preživljanje prostega časa, sočasno pa tudi ne ogroža naravnih in kulturnih danosti. Tako na kratko. Hvala, Matejka. Če ne skrbimo za ohranjanje dediščine, lahko kulturni spomenik, dragocene šege, navade, opravila utonejo v pozabo. Kako bomo v projektu pristopili k ohranjanju dediščine in aktivnosti, ki jih bomo izvedli v poletnem času, pa nam bo predstavila direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič-Krošelj. Vabljeni k besedi. Najlepša hvala. Ja, zelo nas veseli, da smo tudi mi partner, ker v bistvu smo vključeni v razvoj domačije po najboljših močeh že vsega začetka. Naša kolegica etnologinja, doktorica Ivanka Počkar, je skupaj z pristojnim konzervatorjem Dušanom Strgarjem iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine območna enota Novo mesto že vrsto let evidentirala, spremljala, kaj se dogaja, seveda po nekih močeh, pa včasih malo več, včasih malo manj, toliko, koliko lahko, ker mi smo vseeno regionalni muzej in hvala Bogu je dediščina še vedno zelo pomembna, se po zadnjih letih še bolj razvijajo tudi to vrstne zgodbe, se pravi, da še bolj združujemo nepremično s premično dediščino in pa tudi nesnovno, bi lahko rekla, kar je primer tudi pri tem projektu. Zdaj v muzeju bomo skrbeli v prvi vrsti v 3 mesecih tudi za odpiralni čas, skupaj s partnerji, skupaj s prostovoljci, ker si želimo, da seveda to, kar smo naredili v preteklih letih, v letu 2020-2021, to stalno postavitev Posavje sadjarski raj, za kar pa je zaslužna naša etnologinja Stanka Glogovič skupaj z našimi konzervatorji. No in ravno Stanka se je poglabljala zdaj v to področje, ker je bilo odločeno tudi, da poleg seveda vseh zgodb, ki jih ta domačija nosi in jih omogoča, je vseeno najbolj nekako za to področje izpostavljena oziroma tista, s katero se lahko ta domačija mogoče malo razlikuje od kakšnih sorodnih. V Sloveniji je zgodba sadjarstva, je pač ta dediščina sadjarstva tako na tem območju kot v celotnem Posavju. Ker vemo, da v bistvu take mikrolokacije je prav, da govorijo o celotnem območju, kamor prijete, da ne govorijo samo o nekem mikro, čisto mali zgodbi, ampak da v bistvu lahko spoznamo potem tudi druge in da seveda je to lahko tudi en zavzgib, da ljudje grejo še kam drugam. Torej, julij, avgust, september, vsak petek in soboto, o petkih popoldne oziroma zvečer 6 do 8, v sobotah od 9 do 12 bojo vrata odprta, različne delavnice pripravljamo, od tistih, ki so majčkeno bolj enostavne, to se pravi kakšnih kratkočasnih, kakšnih pobarvank. Zdaj mi se s tem ukvarjamo dnevno, to je zdaj zelo popularno, starejši, mlajši, ni neke razlike več, da si malo možgane napolnimo tudi z različnimi drugimi znanji. Bomo pa tudi vključili bolj zakomplicirane, to pa skupaj s sadjarskim društvom, predvsem, ki pa so pač povezane tudi na kako skrbimo za drevesa, kaj nas lahko na drevesa naučijo, kako jih spoznavamo, razna predavanja in tako naprej, in pa posebne teme, ki se povezujejo tudi s čebelarstvom, se pravi čim bolj nekih tem, ki jih lahko na tem mestu predstavimo. Izjemno nas veseli, da smo v projekt dali tudi ta princip žive dediščine oziroma oživljene dediščino z vživljanjem, se pravi, da bodo na voljo tudi kostumi, da se bodo lahko za to oživljanje obiskovalci tudi oblekli. Pripravili bomo skupaj s kulturnim društvom in osnovno šolo tudi posebne igrice oziroma prikaze, oziroma bi lahko rekli tudi neke vrste skeče,
večgovore, dvogovore, da bo seveda tudi ta narečna oblika, ki je tukaj zelo močna v vrtičah, ponovno širši javnosti dostopna ali pa recimo se lahko tudi to uživijo. To nas zelo veseli, ker Banova domačija v preteklosti že gostila to vrstne skupine, so že prihajale tudi šole, so bili določeni učitelji, ki so se tega lotevali in mislim, da ta projekt bo dal to možnost, da potem tudi vidimo, kako lahko s tem nadaljujemo. Tako da si pa želimo, da ta projekt je en primer dobrega sodelovanja različnih, se pravi nas kot stroke in tisti, ki smo za varstvo in promocijo in pač evidentiranje in interpretacijo dediščine plačani, ne, smo profesionalci kot tistih, ki pač bodo svoj čas z veseljem namenili to vrstnemu delu. To mogoče v Sloveniji malo še peša, ampak taki projekti pa mislim, da potem nam dajo ene možnosti, da se bolje spoznamo, da bolj vemo, kakšne so potrebe drugega, da si pridemo naproti in da potem dolgoročno tudi zagotovimo eno dobro življenje te domačije. Z vsem spoštovanjem do vsega, kar so naredili tisti pred nami, ne, včasih se to zdi, da pa mi hočemo nekaj prevzeti, ne, mi hočemo sodelovati, mi hočemo, da te stvari naprej živijo, mi vemo, da brez ljudi, ki so to že več kot 20 let skrbeli za to, ne moremo naprej, jih potrebujemo, smo zelo hvaležni zanje, ampak je pa prav, da naredimo korak naprej in da to, kar je bilo rečeno, ne, seveda tudi ta destinacija, da dobi eno tako lepo lokacijo, ki je blizu, ki je zelo dostopna, ki dopolnjuje tudi vse to, kar druge v Sloveniji imamo. Veste pa, da so muzeji na prostem že od prejšnjega stoletja, ne, bili zelo popularni. Švedi začnejo s temi skanseni, tako imenovanimi, potem se to razširi po celem svetu in posod tudi na ta način živi oziroma je vedno publika, ki se želi uživljati tudi v stoletja, ki so bili že za nami, zato da bomo še naprej dobro živeli, ne, zdaj pa sploh. Tako da mi se zelo veselimo, se bomo potrudili, hvala vsem, da so nas vključili in hvala tudi vam za poročanje, predvsem pa, da bo vabilo prišlo čim več ljudi, da pridejo in da te 3 mesece res skupaj uživljamo. Poseben dogodek bo v nedeljo 6.8., posebno popoldne in večer na Banovi vsi skupaj pripravljamo, tako da tudi takrat že vabljeni od 5. ure naprej. Hvala lepa. Jaz bi lahko dolgo govorila, ne, se veste. Najlepša hvala. Mladi, starejši ter druge ranljive skupine so velikokrat izključeni iz razvojnih projektov v skupnosti. Tokrat pa smo v sodelovanju povabili invalidsko podjetje Lumia. Razloge za vključitev, kaj je njihov prispevek k projektu, pa nam bo zaupala direktorica podjetja Doroteja Volovec. Hvala, Nastja. Hvala. Tudi mi smo zelo veseli vabila in sodelovanja v projektu Oživitve Banove domačije. Naše poslanstvo invalidskega podjetja Lumia je kreirati podporno okolje za čim bolj dejavno vključevanje ranljivih skupin na trg dela in v širšo družbo. Veseli smo v vsakem primeru priložnosti in partnerstev, ki naklonijo pozornost tem skupinam in hkrati celotni lokalni skupnosti, da nekako pristopijo k ohranjanju kulturne dediščine tudi v obliki prostovoljstva. Mi smo z javnim povabilom pritegnili k sodelovanju eno tako medgeneracijsko skupino, glede na to, da pozivamo ves čas k medgeneracijski solidarnosti in v to skupino so vključeni starejši, so vključeni naši sodelavci z invalidnostjo in mladi, kar nas zelo veseli. In smo jih v uvodnih modulih že nekako pripravili za se pravi izvajanje podpornih aktivnosti projekta, ki bojo predvsem sprejem gostov, turistov, domačinov, vseh obiskovalcev dogodkov in aktivnosti na domačiji. Povabilo za prostovoljce v vsakem primeru ostaja odprto in bomo tudi vse nadaljne kandidate na ravni skupnosti, na ravni projektnega partnerstva usposobili za pač izvajanje aktivnosti. In verjamemo, da bomo z vsem tem pestrim poletnim in jesenskim dogajanjem ter prijaznim sprejemom in vodenjem, da bo Banova domačija zaživela ne le kot
kulturna dediščina, ampak tudi kot lokacija, ki bo omogočila vtis domačnosti in postala dejansko lokacija, kamor se bodo obiskovalci tako lokalni kot turisti radi vračali. Še enkrat hvala za možnost udeležbe. Hvala, Doroteja. Banova domačija, kjer se izvajajo dejavnosti, se nahaja v severnem delu vasi Atiče. Narava je tu že zdavnaj ustvarila idealne pogoje za pridelavo najrazličnejšega sadja, od nekoč najbolj razširjenih breskev do sedaj prevladujočih jabolk. Poleg njih pa so tu še hruške, slive, češnje, jagode, v zadnjem času tudi zelenjava. Vzorno urejeni in negovani plantažni nasadi se uveljavljajo z ekološko, vedno bolj spremenljivo pridelavo. Sadjarske kmetije ponujajo svoje lastne pridelke od sadja, pa tudi po zimi iz lastnih ali skupnih hladilnic. Mnogi ponujajo žganje, sadni sok, sadni kis, sušeno sadje, slovijo pa tudi po izvirnih kulinaričnih sposobnostih. V besedi vabim predstavnika sadjarskega društva Atiče, Košič Antona, da na kratko spregovori o znanju, sposobnostih, aktivnostih, ki jih bomo v projektu širili in prenesli na vse zainteresirane. Ja, hvala za povabilo. Skoraj logično je, da je sadjarsko društvo bilo povabljeno tem aktivnostim na Banovi domačiji. Smo bili tudi eni izmed iniciatorjev, da ta domačija oživi. Tako smo poskrbeli, da je zunanjost, mislim, da je tu postavljeno, nismo mi poskrbeli, pomagali, poskrbeli za Posavski muzej, da imamo postavljeno razstavo o sadjarstvu na domačiji, potem v okolici smo zasadili nekaj sadnega drevja, predvsem starejših sadnih sort in pa tudi nekaj novejših odpornih sadnih sort in sadnih vrst. Res ni naključje, da se to sadjarstvo dogaja tukaj. Saj vemo, da je v preteklosti, po preteklosti in preteklosti sadjarstvo bilo tisto, ki je pomagalo te kraje ohraniti sploh pri življenju. Mi vemo, da je bilo po vojni, da so to, kar se tiče rodovitnosti, da so to revni kraji, da je bilo po vojni, drugi svetovni vojni, so bili te kraji izropani, saj vemo, da so bili ljudje v večini izseljeni, da so na njihova mesta bili pač v tem času kočevarji in po vojni so prišli na izropane domačije, na izropano pokrajino in da so lahko ljudje to preživeli v veliki meri pomagalo sadjarstvo. Recimo ena takih oblik je bila pridelava breskev. Jaz se ne spomnim tem našem koncu, severnejšem delu občine, da je bila sploh kakšna domačija, kakšna hiša, ki ne bi imela vsaj 10-15 arov breskov doma posajenih. To je bila prav posebna ekonomija. Ženske so to poletje nosile taj bresko v Zagreb na tržnico, na plac. Vlak je šel po 4 zjutraj, po Šare gor. Zagreb po 11 oziroma ob enih so se ženske že vračale domov z prodanjem. Nikoli se niso zgodilo, da ne bi prodali tistega, kar so nesle sabo, kajti kvaliteta sadja iz tega območja je bila vedno cenjena. Moški so v tem pozneje hodili v službo, mislim, da je čisto taka praktična ekonomija, so hodili v službo, v glavnem v tovarno celovoza Krško, ženske so pa na ta način preživljale in to je v tistem času pomenilo v bistvu preživetje in tudi napredek teh krajih. Seveda zgodovina se je potem spremenila, vendar tradicija sadjarstva je ostala. Na tem območju, tudi širše Posavje, ne samo v območju občine Brežice, se sadjarstvo razvija naprej, struktura se menja. Manjši pridelovalci opuščajo pridelavo, nekoliko se širijo, se pa širijo večje sadjarske kmetije, vendar kot je znano, je v zadnje čase tudi narava, poleg vseh ostalih okoliščin, enako na tej panogi, pa vendar najbolj trnosti še vztrajamo. Začeli smo tu tudi, recimo, nekatere stvari so se tu začele, to je bila prva skupna hladilnica zgrajena za sadjarje, za kmečke sadjarje. S tem tudi prvi skupinski namakalni sistem je bil nekje zgrajen v tem koncu. Začeli smo praktično tudi z tako imenovano ekološko pridelavo jabolk z sorte Topaz, kot vam je verjetno vsem znano. Se pravi, z
tržno ekološko predelavo, kajti pri tem je bila ekološka predelava nekje samo za ožji krog. In veliko teh stvari uvajamo nove sorte, kot so oporne sorte pri jablanah. V zadnjem času se širi tudi ostale sadne vrste. Saj vemo, da je trenutno smo eni pomembnejših predelovalcev jagodičevja v Sloveniji. Tako da ja, je to ena panoga, ki ima svoje tradicije in ki ima svoj pomen. Svoj čas smo, ali pa še vedno, na tretjino slovenskih površin zasajenih z jablani pridelamo čez 40% tržnih jabolk. To je en tak zanimiv podatek, ki kaže na to, da je ta pridelava intenzivna. Da se vedno bolj trudimo, da bi zadevo pridelali na naravi in ljudem čim bolj prijazni način. Tako da smo dostikrat pred predpisi, pred priporočili. V okviru sadjarskega društva prirejamo vsakoletno tako znane sadjarske dneve Posavja, to je že 35 let, kjer se zbere vsa strokovna javnost slovenska in tudi veliko za mednarodno deležbo z vrhunskimi strokovnjaki in na ta način pač skušamo zadeve spraviti na višji nivo. Z veseljem se bomo držili teh delavnic in teh aktivnosti tu in upam, da bojo imeli udeleženci tudi nekaj od tega. To je bilo na kratko vse. Drugače lahko govorim še Hvala, gospod Pešič. Tako, prišli smo do konca naše predstavitve, sedaj pa še beseda vam, če je ostalo kakšno vprašanje neodgovorjeno. Čitno. Bom jaz. Boš? Evo. Fakultete za turizem pa ni med partnerji, nekaj bi tudi pričakoval, ne, glede na to, da je tudi turizem. Ali se drugete sa teorijo? Ja, Je pa že previsok. Mali projekt se to. tokrat je ni. No. Projekt je bil rok prijave zelo kratki, tako da smo vzeli tiste res vsebinske, ki lahko to izvajajo. Vsekakor se pa fakulteta tudi vključevala v prostovoljne aktivnosti in potem izvajanja in tudi razvoj produktov tudi za vnaprej. No. Ni pa v sklopu tega sofinanciranja trenutno, ker dejansko pokriva strošek dela za te vsebine, ki bojo pomenile tudi sprejem gostov, pa pripravo doživljajske domačije na način, da se bo potem lahko tudi primerno gostila tudi uporabnike pa goste. Tako da v drugem krogu oziroma v nadaljevanju je sigurno predvidena tudi fakulteta za turizem. So pa vabljeni študenti za prostovoljce, zaenkrat jih še nimamo. Ampak sem hotela, ne, to ni nič narobe, jaz razumem to. So pa sodelovali, smo tudi mi že z njimi sodelovali v tej fazi, ko smo pripravljali zbirko, se je delalo že v okviru seminarske in projektne naloge. Tako da je ta povezava, ves čas tudi naš muzej zelo sodeluje. Trenutno imamo en zelo zanimiv projekt s fakulteto, kjer je tudi Banova vključena, ko so pač tuji študenti, se pravi, ki so izredni študentje, imajo pod svojimi fotografskimi znanji, svojim drugim pogledom, iskali neke znamenitosti Brežic in jih fotografirali, jih interpretirali v angleškem jeziku, tako da to pa jaz mislim tudi, da bi moralo biti v zelo kratkem. Tukaj je pa partner fakulteta, pa naš muzej, tako da ves čas to sodelovanje res dobro poteka. No? Še eno vprašanje, mogoče znam podatek, koliko je bilo tu zdaj v prenovo vsega tega kompleksa vloženo, pa kdo je vložil? No, do zdaj vse, kar smo vložili praktično občina, nekje okoli 90 000 je bilo vložka, s tem, da nimam pa podatka, koliko smo dali še za zemljišče, ki smo odkupili morali zemljišča. Mislim, da je bilo tam vse skupaj kar precej čez 100 000 vloženega. Dejstvo pa je seveda, da gre pač za take manjše stvari. Nimamo podatkov, koliko je že krajevna skupnost prej vlagala, kajti treba vedeti, krajevna skupnost se financira iz občinskega proračuna in so določene vložke že davali pred letom 2015 krajevna skupnost. Prav, nekaj več kot 100 000 brez zemljišča. Kar krepko čez 100 000. Jedem, mogoče sem dopolnila, Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo prenovo strehe na gospodarskem poslopju. To je bil razpis 2021. Pa tudi del postavitve nove te muzejske zbirke je tudi
preko muzeja sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Tega nimamo, mi štega. To je še Ja, plus. ne, samo to. To je še plus, ja. Ne, Tako. da ne bo rekli z ministrstva, Ja, da tako. nismo jih omenili. Koliko je pa dalo ministrstvo, se ve? To Za streho je bilo 8 000, meni se zdi, ne, to niso velike zneski. bomo rekli, da sem sofinanciral. Ja, ne, to niso veliki zneski, no pač, ne. Je proračun občinski, Ja, ja. pa krajevna skupnost je pa isto bila proračunom v začetku. Hvala za vaše vprašanja. Zdaj vas pa še lepo povabim ven na kozarec soka, na kos jabolčnega štrudla, ki ga je z nas pripravila članica društva Kmetic Brežice in je tudi zapično. Tako da lepo vabim.